plesali. Če bi jo sploh plesat znali, ta mlad, naš zaklad, znajo sam za šankom stat. Mi pa smo urezali jo eno po domače, fantje punce smo objeli, v ritmu polke zavrteli, kikle so v luftu bile, tresle so se hlače, bolj diši domači kruh, otuje nam pogače. Plesat znat, tu če nisi akrobat, saj punce imajo rade ga, rock'n'roll in ča-ča-ča. Mi pa smo urezali jo eno po domače, fantje punce smo objeli, v ritmu polke zavrteli, kikle so v luftu bile, tresle so se hlače, bolj diši domači kruh, otuje nam pogače. Zdaj tudi ni en, pa tri, že v Evropo smo prišli, ena stvar pa prav gotov, z nedeljem počnajo prav. Da smo urezali jo eno po domače, fantje punce smo objeli, v ritmu polke zavrteli, kikle so v luftu bile, tresle so se hlače, bolj diši domači kruh, otuje nam pogače. Domači kruh, otuje nam pogače. Dragi šolari, dragi starši, spoštovani učitelji, dragi gostje, občani Komende, vsem en lep in prisrčen pozdrav. V današnjem času zelo radi rečemo, da ni nič več tako, kot je bilo nekoč. Da se je vse spremenilo in morda se komu zdi, da se celo čas obnaša drugače. Včasih je kapljal normalno, tako, lepo, počasi, lahko si ga spoznaval, se spoznaval z njim in ga počasi dojemal. Danes pa je postal silno relativen, stisljiv ali pa raztegljiv, če je to potrebno. Meni osebno se zdi, kot da bi še včeraj stali tule v gradbeni jami in poslušali županovo nakladanje, da bo tukaj zrastel objekt, v katerem bodo otroci že čez 1 leto dobivali cveke in petice. No, realnost nas je postavila pred dejstvo, cveki in petice so se že preselili v redovalnice, objekt že funkcionira, še preden ga bomo uradno zares odprli in župan je vsekakor rešen. No, ker je bil župan tokrat mož beseda, čeprav še zdaleč ni vse odvisno od njega in ker nam je to seveda všeč, bi si želeli, da takšne stvari postanejo standard. Ker pa se kot vse ostalo spreminjajo tudi otroci in so izgleda ujeli naše misli, so s temle programom že začeli tako, standardno namreč. 2 rosno mlada plesalca iz 4. razreda sta se za začetek zavrtela v standardnih latinsko-ameriških ritmih. Ugotovili smo že,
da se dan danes čas popolnoma drugače obnaša, da se je pravzaprav malo spridil. Vse mora biti mega poceni in kar se da hitro. Kdor je prepočasen, ga preprosto povozi čas. Zato je danes naporno biti osnovnošolec, naporno biti učitelj, še bolj naporno pa je biti župan. Z njim niso nikdar vsi zadovoljni. Če tudi izpolni obljube, se že kdo najde, da ga lahko malo kritizira. No ja, v izpostavljene vrhove vedno rade udarjajo strele, zato mu seveda ne moremo svetovati drugega kot to, da si jo misli dober strelovod. Ker je kot ponavadi prvi na vrvi, ga tudi danes prvega povabimo k besedi. Gospod župan Tomaž Drolec, izvolite. Spoštovani, tudi z moje strani en topel pozdrav, seveda najprej vsem občanom, tistim najmanjšim, pa tistim majčkeno malo večjim in seveda vam te velikim občankam ter občanom. Lep pozdrav tudi spoštovani občani in občinske svetnice, svetniki, tako podžupan. Med nami pozdravljamo tudi ravnateljico osnovne šole, komenda Moste in vso šolsko osebje, ki se nam je danes pridružilo ob res tem našem velikem prazniku. Med nami je tudi generalna direktorica Direktorata za vrtce, osnovno šolstvo, gospa Mojca Škrinjar, in dajmo ji en lep aplavz, ker nas je prišla pogledati iz Bele Ljubljane. Naši slovesnosti se je pridružil tudi poslanec Državnega zbora, gospod Rudi Veršnik. Pozdravljam tudi vse ravnatelje in ravnateljice sosednjih osnovnih šol, ki so nas danes prišli sem pogledati in nam čestitati v našem uspehu. Med nami tudi pozdravljam direktorico Matične knjižnice Kamnik, gospo Bredo Podbrežnik-Vukmar. No, in seveda pozdravljam vse tiste, ki sem jih pozabil omeniti, pa mislijo, da bi jih mogel. No, pa da ne bom jih preveč pozabil, tle sem še en majhen spisek v sopot videl, pozdravljam predstavnike podjetja Slovenija Projekt iz Ljubljane, ki nam je izdelalo projekt in za izgradnjo teh lepih prostorov. Tudi predstavnik podjetja Loka Invest iz Škofje Loke je med nami, ki je vršilo nadzor nad izvajalci. Med nami so tudi predstavniki podjetja SGP Graditelj iz Kamnika, ki je izvajal gradbena obrtniška dela. En aplavz za njih, ker so se oni, tako kot mi, držali rokov in, bom rekel, malo da ne pred rokom dokončali to res za nas veliko delo. Pozdravljamo tudi predstavnika podjetja Atlas opreme iz Ljubljane, ki nam je dobavilo in zmontiralo opremo za šolo in novi oddelek vrtca. No, in zdaj sem pa spet do tja prišel, ker sem že prej mislil, da sem vse tiste pozdravljam, ki mislijo, da bi jih mogel, pa sem jih pozabil omeniti. En aplavz za vse. Zdaj upam, da ste najbolj na ušesa vlekle narodne noše, vam je bil tale meni namenjen, no pa še marsikomu. No, in če dovolite prav besed, 3 minute so mi rekli, da lahko govorim, upam, da bom uspel. Danes je za našo mlado in majhno občino res velik dan, velik praznik. Z veseljem namreč lahko ugotovimo, da nam je uspelo v enem letu zagotoviti ustrezne prostore, v katerih imajo naši najmlajši občani ustrezne pogoje za izvajanje 9-letne osnovne šole. Investicija, v katero je vključen nakup zemljišča, izgradnja šolskih prostorov, skupaj z opremo in ureditev okolice z igrišči ter parkiriščem, se bo približala 500 milijonom dolarjev, od katerih je delež Ministrstva za šolstvo 104 milijone. Mislim, da smo lahko upravičeno ponosni, da smo v tako kratkem obdobju zagotovili v proračun 400 milijonov dolarjev. En aplavz, ja. Hvala.
No, ta aplavz nam je že ena od ravnateljic namenila, ker ona ve, kaj je 400 milijonov, pa iz večje, mnogo večje občine prihaja. Brez dobrega sodelovanja občinskega sveta z občinsko upravo in občinskimi odbori se takšnih in podobnih podvigov ne bi mogli veseliti. Pri sami izvedbi projekta pa je levji delež postoril gradbeni odbor, kateremu gre posebna zahvala. Da je veselje še večje, s ponosom ugotavljamo, da smo po 7 letih ponovno dobili svojo ljudsko knjižnico, katere nam je bila v tem obdobju prijazno nadomeščala potujoča knjižnica iz Kamnika. Tudi za njih se mi zdi res en topu aplavz. Naša matična knjižnica bo še vedno v Kamniku, vendar sem prepričan, da bo zaradi bližine knjige marsikatera prebrana večkrat kot sicer. Zagotovo je potrebno istočasno ob izgradnji šolskih prostorov, knjižnice, preureditve kuhinje z jedilnico omeniti tudi obnovitvena dela v šoli Moste, saj se je poleg beljenja in urejanja tlakov opravila menjava oken in ostrešja. Zato lahko zagotovimo, da so delovni pogoji v obeh zgradbah naše šole popolnoma primerljivi. Če pa omenimo še izgradnje oziroma dela na varnih poteh v šolo, je naš ponos lahko upravičeno še toliko večji. Tudi na predšolske otroke nismo pozabili. V starem delu šole v Komendi smo med počitnicami preuredili iz učilnice še en oddelek vrtca in s tem sleherni družini omogočili varstvo njihovih malčkov, kar nam uspeva že drugo leto zapored. Seveda, mladi očetje in mamice vedo, koliko je to vredno, še bolj pa tisti, ki pred leti teh možnosti na žalost niso imeli. Seveda je še marsikaj za postoriti v sami zgradbi in okoli nje, da bo videz bolj prijeten, lepši, vendar bodo pravo vrednost teh prostorov soustvarjali šolarji s svojimi učitelji. Moram se zahvaliti tudi občanom, ki so pred šolo včeraj zvečer postavili mlaj. S to gesto so pokazali, da je danes za nas vse skupaj praznik, kajti mlaj se postavi samo ob velikih priložnostih. Hvala lepa za na tako lep način izkazano pripadnost občine. No, zaploskajmo vsem tistem, ki so bili včeraj pogumni in so se spoprijeli s tem res mogočnim mlajem tu pred šolo. Tisti, ki ga niste opazili, ne vem, upam, da ni narobe z drugim kot z očmi. Mogoče delamo kar malo krivice tej naši veliki pridobitvi, saj z obilico projektom, katerim smo z velikimi težavami sicer kos, zadnje časne v obdobju ni bilo namenjeno prav veliko besed. Zato bodimo danes toliko bolj veseli, ponosni, pa tudi hvaležni, da lahko predamo učencem in učiteljem, pa tudi ostalim delavcem šolo v uporabo nov prizidek k šoli. Hvala. Kako največ in najbolje naučiti svoje učence, to je vprašanje, ki se je najbrž na začetku ponudilo vsakemu poštenemu učitelju. Morda je večina učiteljev na začetku poskušala na prijateljski način mladim in nadebudnim glavam podajati snov, pa ni šlo. Morda so potem poskušali z vsakovrstno motivacijo, pa tudi ni čisto šlo. Najbrž je potem večina ugotovila, da je preprosto treba biti tudi malo strog, ker drugače preprosto ne gre. Dragi osnovnošolci, oprostite svojim učiteljem, če so kdaj tudi malo strogi. Skoraj vedno imajo razlog za to. In morda se tudi malo bojijo svojega najvišjega šefa, gospoda ministra. On ima sicer Bogu všečno lepo slovensko ime Milan, ampak piše se pa Zver. Gospod minister bi danes pravzaprav moral biti z nami, ampak je zadržan. Zato je našel nam čisto všečno zamenjavo, gospo Mojco Škrinjar. Gospa je generalna direktorica Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo, kar se strašno fino sliši, zato mora priti na oder. Gospa Mojca, izvolite. .
Spoštovani gospod župan, spoštovana ravnateljica, spoštovane učiteljice in učitelji, starši, učenke in učenci, vsi zaposleni v osnovni šoli Komenda, občani in vsi cenjeni gostje. Danes imam čast in veselje biti pri odprtju prizidka k osnovni šoli Komenda, ki jo je financirala ustanoviteljica občina ter sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. S tem smo omogočili pouk vsem razredom osnovne šole, na prejšnji lokaciji v Mostah pa bodo imeli na ta račun tudi prostore za vrtec. Verjamem, da smo tako vsi skupaj, občina, prizadevno vodstvo šole in ministrstvo, omogočili pogoje za izobraževanje in varstvo svojega mladega rodu. V naši državi zagotavljamo zelo dobre pogoje za izobraževanje, primerljive z najvišjimi standardi javnega šolstva v Evropi, in primer dobrih pogojev je tudi dosežek v Komendi. Starši in pedagogi dobro vemo, da je vzpodbudno učno okolje zelo pomembno za otrokov intelektualni razvoj. Nikakor pa ni dovolj, da zagotovimo dovolj knjig in igrač, če jih nimamo kam postaviti, kakor tudi ne zadoščajo lepo opremljeni prostori, ki niso napolnjeni vsebino. To pa lahko prispevajo učitelji z ustreznim programom in učnimi metodami, svojim spodbudnim odnosom do napredka vsakega učenca in velikim posluhom za njegov čustveni in socialni razvoj. Danes si želi biti osnovna šola kvalitetna in prepoznavna v slovenskem prostoru in čas je, da zavzame tudi tako mesto v širšem evropskem okolju. Z mnogimi mednarodnimi povezavami se slovenska šola že odpira navzven in v evropskem prepihu prevzema in podaja nove ideje. Svet se je v globalizacijskem vrtincu začel vrteti hitreje in videti je, da je vse, kar je še stalno, da so to le spremembe. To zahteva veliko fleksibilnost sistema, stalno iskanje novih poti. Preveč romantično in nostalgično bi bilo reči, da je potrebno le nekaj dobre volje in zagnanosti. Nasprotno, razvoj zahteva tudi prostorsko in tehnološko podporo. To so tisti, ki so se tako zagnano lotili nove gradnje, ki smo jih sedaj priča, pravilno in dobro ocenili ter odgovorno poskrbeli za svoj mladi rod, ki bo ustvarjal materialno in duhovno blaginjo Slovenije v bodočnosti. Vsem strokovnim delavcem, vodstvu šole, vsem zaposlenim, staršem, ki bodo obiskovali nove prostore, želim, da bi se dobro počutili v njih. Učenkam in učencem pa želim, da bi se med seboj razumeli, si pomagali in da bi dosegali visoke standarde znanja, s katerim bi uspešno nadaljevali šolanje v srednjih šolah. Danes bo govorov še kar nekaj, zato se jih seveda moramo navaditi. Za dobro vago, da bo enako zastopan tako moški kot ženski rod, zdajle vabimo na oder še gospoda poslanca Rudija Veršnika. Spoštovani gospod župan, gostje, občanke, občani in seveda poseben pozdrav učenkam in učencem, ki bodo oziroma že hodijo v novo šolo. Z današnjim vabilom sem dobil od gospoda župana za današnjo slovesnost napisano, da iz te hiše izhajajo spoznanje, razumnost in modrost. Verjetno se vsi strinjate, da ta rek še kako drži. Prav veseli smo, da je občina Komenda pridobila ta nov hram učenja, kjer bodo naši otroci pridobivali znanje in si s tem bogatili svoj intelekt. Ker želimo, da bi vsi skupaj
preživljali prijetne in predvsem uspešne trenutke v novi šoli, jo s ponosom predajamo v roke tistim, ki se bodo v njej najbolje počutili, lahko rečemo, počutili kot doma. Učenkam in učencem želim prijetno bivanje, učiteljem pa uspešno delo. Hvala lepa. Tole zdaj, veste, je bilo samo ogrevanje, ker tokrat gre pa čisto zares. Šola seveda ni zrasla sama od sebe, morala je imeti precej botrov in pestun. Da se je takole potegnila v enem letu, je bilo potrebno mnogo dela in seveda mnogo pameti. Kaj lepega, konkretnega, skratka vsebinskega, bo vedel povedati predsednik gradbenega odbora, gospod Stane Zarnik. Spoštovani župan občine Komenda, Tomaž Drolec, spoštovani gostje, občanke, občani, učenci, učenke, učitelji, učiteljice in pa seveda vsi, ki niste bili imenovani. Leto dni nazaj smo o postavljanju temeljnega kamna naše 9-letke napovedali, da bo prihodnje šolsko leto prizidek dokončan in predan v uporabo učenkam in učencem, učiteljicam in učiteljem ter profesoricam in profesorjem. Tako imenovana tretja faza je gradbeno dokončana, opremljena s potrebnimi inštalacijami, pohištvom, opravljen je bil zelo pričakovan tehnični pregled in pred zaključkom je prav, da si vzamemo čas tudi za veselje in radost ob tem, za občino Komenda tako veličastnem dogodku. V preteklih 15 letih smo v prvi fazi izgradnje 9-letke postavili prvi prizidek, zatem v drugi fazi športno dvorano in sedaj smo pred odprtjem drugega prizidka in dokončanjem 9-letke. Člani gradbenega odbora smo se trudili, prav tako pa tudi občinska uprava, da smo vas o pripravah na gradnjo, o sami gradnji, o vsebini programa, o razmestitvi oddelkov celovito informirali. Pri tem smo se poslužili lokalnega časopisa, objav, lokalne televizije in ker smo po prebivalstvu ne velika občina, so bili prenosniki informacij tudi naše svetnice in svetniki ter starši, ki še posebno aktivno sodelujejo v svetu staršev naše šole. Po našem vedenju je bil projekt večinsko sprejet in kot tak sedaj stoji pred vami, da si ga ogledate in da nam izrečete tako pričakovano popotnico pri zagotavljanju pogojev za uspešno izvajanje programov osnovne šole v naši občini. Komenda včeraj in Komenda danes sta se vedno ponašali z osnovno šolo. V 18. stoletju je kvalitetno župnijsko šolo, nedeljsko šolo Trivialko, ustanovil in vodil župnik Peter Pavel Glavar. V letu 1760 je Komenda sodila med tiste redke kraje na tedanjem slovenskem ozemlju, ki je imela nedeljsko šolo. Teh krajev je bilo v Sloveniji le 12. V Trivialkah so se naučili pisati, brati, računati, imeli so verouk. Glavarjeva šola je bila sprva nastanjena v beneficijski hiši, pozneje pa je Peter Pavel Glavar za šolo uredil posebno hišo. Redna dnevna šola, enorazrednica, datira v Komendi v sredino 19. stoletja. Pouk je potekal v večji sobi v Šmidovi graščini. Kmalu zatem zgodovinski viri pričajo o zametkih obvezne osnovne šole. Šolstvo je začela prevzemati država in občine, šolske oblasti, vaščani pa so morali z davki prispevati za zidavo šole in za vzdrževanje učitelja. Šolo so zgradili pri Lipah, nasproti kaplanije oziroma na današnjem parkirišču pri cerkvi. V 70. letih 19. stoletja je enorazrednica prerasla v dvorazrednico, v obeh razredih je bilo preko 200 redno šolajočih se učencev, poleg njih pa tudi
to je morda posebnost, 90 tistih, ki je moralo razred ponavljati. V šolskem letu 1905-1906 je dvorazrednica postala trirazrednica, število učencev pa je bilo že blizu 400. Število je potrebno pojasniti šolskim okolišem, ki je bil večji, kot je sedanji. Weimarska ustava je po prvi svetovni vojni prinesla na področju osnovnega šolstva v zahodni Evropi revolucionarno spremembo. Obvezno 8-letno šolanje. V tistem času je Komenda dobila 5-razrednico. V Kraljevini Jugoslaviji so bile osnovne šole poimenovane v narodne, ljudske šole. Razdeljene so bile v 4-letne osnovne šole in 4-letne višje narodne šole. Uvedene so bili razredi, oddelki in ocene od 1 do 5. V šolskem letu 1938-39 je bilo v Komendi 8 oddelkov osnovne šole in 2 oddelka višje šole. V 5 učilnicah se je učilo 427 učencev. Na šoli je poučevalo 10 učiteljev. Za primerjavo, danes imamo 450 učenk in učencev, ki jih poučuje 39 učiteljic in učiteljev. Šolsko poslopje je v Komendi med drugo svetovno vojno do leta 1943 služilo pouku. Poučevali so nemški učitelji v nemškem jeziku. Leta 1944 so partizani šolo požgali. Glasne govorice so, da zaradi lokacije šole. In lokacija osnovne šole je postala prevladujoča tema krajevne politike v naslednjih desetletjih. Lokacija je zaposlovala krajevno prebivalstvo in krajevne funkcionarje od konca vojne naprej in tudi danes se je temu težko izogniti. Tekmovalnost dveh večjih krajev, Most in Komende, umestitev šol, umestitev oddelkov v posamezne objekte, v naši občini ni toliko domena šole, kot domena moči lokalnih politikov, celo v škodo učencev. Osnovno vodilo pri programiranju oddelkov bi moralo biti, da se učenke in učenci nižjih razredov šolajo čim bližje svojega doma. Tudi sam sem sodeloval od rane mladosti dalje pri tem političnem dobronamernem prerivanju. Kot mladinski funkcionar, zatem krajevni sodelavec, sem pred veliko sanacijo šole v Mostah moral seliti družino Žagar in družino Potočnik. Ena je šla v Komendo, ena pa v Kamnik. To se je dogajalo konec 70-ih let in pa v začetku 80-ih let. Kot rečeno, v Mostah je imela takratna krajevna skupnost v tistem obdobju še zlasti pod vodstvom Mirka Kepica, velik posluh za zagotavljanje pogojev za šolanje. Še zlasti velja spomniti na zagotavljanje pogojev izven samega objekta na izgradnjo športnih igrišč pri šoli. Moščani so imeli na področju osnovnega šolstva večjo pobudo od Komenčanov vse od povojnega obdobja do izgradnje šole v Mostah, od izgradnje šole v Mostah pa do sredine 80-ih let. V sredini 70-ih let je bil za območje sedanje občine sprejet urbanistični red, ki je centralne dejavnosti načrtoval na mestu, kjer smo danes, in je skoraj da geometrično središče občine. Nekateri domači vplivneži so sicer smatrali, da bi bila boljša lokacija na drugi strani Pšate in dajmo jim prav. Vse, kar je prav, je lahko tudi narobe, samo zato, da ni tako, kot mora biti, dobronamerno. Urbanistični red in kadrovska prevetritev v krajevni skupnosti Komenda sta postavila na tem mestu prva dva objekta. Podružnično 4-letno šolo in vrtec. Med krajevnimi politiki je takrat svojo energijo izstopil Janez Klimovec, ki mu ni bilo vseeno za razvoj Komende. Za šolo v Komendi so nastopili boljši časi za izvolitijo Romana Grošlja za predsednika krajevne skupnosti Komenda. Kako narobe je lahko to, da vodič projekt za zagotavljanje pogojev za osnovno šolo smo izkusili še zlasti pri izgradnji športne dvorane. Kri in solze, simbolično seveda, so tekle v kamniškem občinskem svetu, kjer smo se najprej spopadli Komenčani med seboj in skoraj da je kazalo, da je projekt ustojno, da ga bo premagalo domače rivalstvo med Mostami in Komendo. Nasprotniki, ki so uporabili vsa mogoča sredstva in pravna orodja, niso bili uspešni. Zmagala je pamet, moč in pogum nekaterih Komenčanov, ki smo bili predmet takrat obtoževanj in zasmehovanj in ki stojimo danes ponovno pred vami.
Pogumni, smeli, smo radi tudi uspešni. In kot pravi naš župan Tomaž Drolec, so mu največje zadovoljstvo uspešno upravljeni projekti, dejanja. In še preden je postal župan občine, je svojo korajžo izkazal s podpisom gradbene pogodbe za športno dvorano. Če smo se namučili športno dvorano, smo malo lažje zadihali pri izgradnji drugega prizidka. Pri tem, ki ga odpiramo danes, in tudi pri prvem, nam je šlo kar gladko. Da bo projekt uspešno dokončan, se je vedelo še zlasti potem, ko so naši nasprotniki, ki res da dobronamerno na vse pomislijo, opozorili na prostorsko neprimernost javne knjižnice v šoli. Menili so, da mora vsaka dejavnost obdelovati svoj vrtiček in da mora biti vrtički dovolj visoko zagrajeni. Čeprav vsi pomalem vrtnarimo, pa je tudi res, da imamo več ali manj bogate letine. Vodje projekta smo znali ločiti med potujočo knjižnico z nekaj kvadratnimi metri prostora in nekaj tekočimi metri knjig od knjižnice s 100 kvadratnimi metri površine z nekaj 100 metrov polic. Nekaj malega znanja iz računstva pa gre. Visokih ograj pa tako in tako niso dopadljive tistim, ki smo v spredju tega projekta, kar smo vidno izkazali pri rabi športne dvorane. Delovne obveznosti. Pogoji za delo so sedaj odlični. Rezultati ne smejo izostati. Še pred začetkom letošnjega šolskega leta se je minister dr. Milan Zver pogovarjal s sindikatom šolnikov o delovni obveznosti, torej o dolžnostih, o delu, o delovni prisotnosti oziroma odsotnosti, torej o obveznostih. Morda mu bo uspelo. Nedelo, poveličevanje pravic na račun zanemarjanja dolžnosti niso več poglavitna vrednota naše spreminjajoče se družbe. Vsako delo se da izmeriti tako pri učencih kot pri učiteljih. Da, uspešnost je beseda, s katero zaključujem svoj nagovor. Da pa je projekt Devetletke lahko uspešen, je odločujoče to, da ima država posluh za ureditev prostorskih razmer v osnovnem šolstvu. In naša država ga ima. Pri tem je bila občina Komenda nadvse enakopraven partner. Še več kot milijardni delež za investicije v osnovno šolstvo v zadnjih nekaj letih je znesek, ki predstavlja velik delež proračunskega denarja celo v velikih občinah, v manjših mestih, v soseščini. Zato gre za zasluga aktualnemu županu, predtem predsedniku Krajevne skupnosti Komenda, Tomažu Drolcu, ki mu velja za smele projekte prvemu zaploskati. Brez političnih navez domači poslanec, v času gradnje objektov je bil to Max Lavrinc, minister, državni sekretar ter lokalno vodstvo, takšnih projektov ni mogoče izpeljati. Prav tako pa tudi ne brez zavzetega kroga sodelavcev v gradbenem odboru, v občinski upravi, ki je dalo končno podobo Devetletke v Komendi. V veselje je bilo delati z vami. Skupaj smo izkoristili priložnost in možnost za razvoj občine Komenda. Za čas smo že ugotovili, da se je čudno spremenil, da je postal silno mobilen in da ga dostikrat zadihan ujameš samo za rep. So pa stvari, ki se ne spreminjajo kaj dosti, ne dovolijo času, da bi jih popolnoma spridil. Ena takšnih stvari je tudi lončarstvo. Več o tem nam bodo na svoj način povedali učenci 4. in 5. razreda osnovne šole Komenda Moste. V letošnjem šolskem letu smo stopili v nove šolske prostore. Tega smo zelo veseli. V prostornih in lepih učilnicah se bomo še bolj z veseljem učili. Naši dedki in babice pa so imeli drugačno šolo. Tudi življenje je bilo nekoč drugačno. To smo raziskovali učenci pri turističnem krožku. Sestavili smo igrico in del te vam bomo sedaj predstavili. Enda.
Wow, poglej, kaj sem našla. Kaj pa je to? Časovni stroj? Mislim, da je vreteno. Zakaj so ga že uporabljali? Lončari so na njem izdelovali izdelke iz gline, če se prav spomnim. Prav Mi je imaš. pripovedala babica. Lončari so ga uporabljali. Podobnega sem videla pri lončarju Štebetu, samo da ga danes poganja elektrika. Da, nekoč so ga poganjale noge, glino na njem pa so izdelovale spretne lončarjeve roke, In nastale so čudovite posode za peko potic. Potičnice. ki so jih nato prodajali po okoliških krajih. Kupite, potičnice, potice so najboljše potice. Kupite. Je kdo doma? Kaj želite? Ali žene ni doma? Ne, sam sem. Če lahko se zmenite z menoj, če ne, pridite drugič. No prav, bova pa midva kakšno rekla. Čeprav je ponavadi z moškimi en sam božji križ. Res tako mislite? Kaj bi radi? Sestro podaja najboljše komenske lonce. Potičnico morate kupiti na vsak način, saj bodo kmalu prazniki, kateri se brez potice nikakor ne smejo končati. A ja, čakajte, takoj se vrnem. Ga boš, ti tako povem, ga boš navijala, pa navijala. Poj bo pa kupu, še zmeri uspel, boš videla. Poglejte, kaj ste ji prodali na zadnje. Posodo, ki je že naslednji dan počila, žalostno. Pa koliko denarja je odštela za njo? Te posode ji že nisem jaz prodala, v teh krajih sem prvič. To nikakor ni bila lončevina iz komenskega področja. Bila ali ni bila? Počila je, ne kupimo več nič. Potico pa radi jeste, Orehovo, če je dobro namazana. No, vidite, potem potičnico morate imeti. Saj v roke primite tole potičnico. Videti je v redu, ampak kupil je ne bom, z Bogom. Ne boste naj tako hitro odpravili, kaj niste rekli, da imate radi potico, orehovo? Ali je ne bi radi jedli vsaj? Ali je ne bi radi jedli? Ja, to že, ampak to preveč stane. Dej naprej, govor. Ali niste rekli, da pridejo sorodniki za praznike? Seveda pridejo. In vi ta grunt, ko imate, in vi jim boste ponudili potico v navadni skledi. Na to pa nisem pomislil. Sicer pa glavno je, da je dobra. A, ko gresta ženo k maši, vam je vseeno, če je oblečena lepše ali bolj po domače. To, da je dobra, itak veste. Ni mi vseeno. No, potem vam ne more biti vseeno, v kakšni skledi boste postrigli potico pred gostom, kaj ne? Prav imate, ampak res ne vem. Kako pa je vaši ženi ime, če lahko vprašam? Neža, zakaj vprašate? Ali negoduje jutri prav sveta Neža? Ali se ne bi razveselila potičnic, ko pa je še nimate? Spomnili ste me na god. Skoraj bi že pozabil. Potičnice bi se res razveselila, ker je še nimamo. No, vidite, potem potičnico morate imeti. Krajčarju vam je žal, posode nimate. 5 krajčarjev mi odštejte, pa bo vaša. To je preveč, toliko ne dam. Poglejte, kakšno lončevino so mi prodali zadnjič. Kako naj ve, da tudi vaše jutri že ne bo za nič? Ker vam to jaz garantiram in ker moj oče pri delu uporablja najboljšo glino. Ta je domača, ižej. Odprite že mošniček, za vašo ženo gre. Kaj niste rekli, da imate radi potico orehovo? To že, ampak 5 krajcarjev ne dam. 4 mogoče. A barantali bi radi, ne popustim. Zadnje plačilo je 4,5 krajcarje. To je tudi preveč. Potem pa se najdite jutri danes kaj, da boste jutri podarili ženo za god. Potico pa si zataknite za ušesa. Ne jezite se, dam vam 4 krajcarje in par domačih klobas, velja? Naj vam bo, čeprav je vredna mnogo več. Ne veste, koliko truda je vanjo vložil moj oče. Zato mu pa pošiljam klobaso, sam sem jih napravil. Naj vam dobro služi, nasvidenje. Nasvidenje, pa prodajte še kaj po vasi. Ja.
Ja, vzgoja je seveda naporna stvar. V teoriji smo skoraj vsi naravnost briljantni. Nekoč je bil neki možakar, lahko bi bil to katerikoli možakar, ki se je strašansko razumel na vzgojo otrok, čeprav svojih še ni imel. Vedno je razlagal, da ima vsaj 5 preverjenih teorij, kako najbolje vzgajati otroke. Potem pa je življenje naneslo, da se je poročil in glej ga zlomka dobil 5 otrok. Nato je enkrat, kasneje, skrušeno potožil prijatelju. Veš, včasih sem imel 5 teorij, kako vzgajati otroke, danes imam pa 5 otrok in nobene teorije več. Zato je učiteljski posel težak in še zdaleč ne lahek. In zato tudi lahko kaj več o tem pove ravnateljica osnovne šole Komenda Moste, magistra Marija Pepelnak Arnerič. Spoštovani, od začetka rednega šolstva 1852 pa do danes je šolstvo na območju Komende preživelo mnogo sprememb. Iz starih zapiskov lahko razberemo, da se je položaj učencev in učiteljev spreminjal do danes, ko naj bi potekalo delo na osnovni šoli kot sodelovanje učencev, učiteljev, strokovne službe, staršev in tehničnih delavcev. Že več strokovnjakov na področju izobraževanja je ugotovilo, da je nosilec dobre šole učitelj in tega ne more spremeniti nobena, še tako učinkovita izobraževalna tehnologija, vendar pa mora imeti učitelj za svoje delo tudi primerne pogoje. Le zadovoljen in cenjen učitelj v primernih prostorskih pogojih lahko ustrezno prenaša znanje in skrbi za dobro počutje svojih učencev. Novi prizidek bo zagotovil pogoje in še povečal prizadevanja za čim boljše znanje in osebnostno rast naših otrok. K temu nas zavezuje tudi uvajanje 9-letne osnovne šole, kar je tudi letos najpomembnejša prednostna naloga. Glede na spremembe, ki se najavljajo, in glede na trenutno stanje, je potrebno otrokom zagotavljati čim več dodatnih dejavnosti, ki so dostopne vsem otrokom, ne glede na socialni položaj. To nam uspeva s sodelovanjem prostovoljcev in staršev s specifičnimi znanji, ki so jih pripravljeni posredovati tudi drugim otrokom brezplačno ali z minimalnimi nadomestili. Kot ravnateljica pa si želim, da bi bilo okolje, v katerem šola deluje, pripravljeno objektivno presojati pomen šole in dejansko delo zaposlenih in učencev za cilje, ki niso neposredno vezani na izobraževalni proces in pomenijo res prostovoljno in neplačano delo za skupnost. Rada pa bi tudi, da bi vsi, ki se čutijo pristojne, sprejemali dejstvo, da je šola zavezana zakonodaji, pravilnikom, letnim delovnim načrtom in da je njeno glavno poslanstvo zagotavljanje osnovnošolskega izobraževanja otrok in da se lahko uresničujejo tovrstne potrebe, predvsem pa zagotavlja primerljiva raven, ki našim otrokom omogoča enakovredno vključevanje v nadaljnje uspešno izobraževanje le v primeru, da imajo otroci poleg predanih učiteljev dostop do ustreznih predmetnih učilnic s pripadajočo opremo in knjižnice. Vsem učiteljem in učencem želim čim več pedagoškega miru, ki je potreben za ustvarjalnost in uspešnost vseh sodelujočih. Želim tudi, da bi si vsi učenci z znanjem in vzgojo, ki jo dobijo v naši šoli, lahko izbirali nadaljnje izobraževanje, ki jih bo privedlo do poklicev in življenja, kakršnega si želijo. Delček tega bo, upam, lažje dosegljiv z novimi kapacitetami, ki jih danes slovesno predajamo v uporabo. Hvala lepa. No, če dovolite, gospa ravnateljica nam ni hotela zaupati, da bo v naši sredini delala še kakšen teden, 14 dni, no 2 tedna, celo odhaja, ampak moram pa reči, da o 7 letih najnega skupnega sodelovanja
smo toliko naredili, da dvomim, če boste to lahko kje druge ponovila, vam pa vseeno se zahvalim od vseh nas, eno hvalo vam izrekam, od vseh gradbenih odborov, od vseh učiteljev, učiteljic in seveda občinske službe. Hvala lepa za vas trud in naj se vam na novem delovnem mestu nekaj tazga, kot je bilo tle, ponovi. Srečno in dovolite, da vam čestitam. Komenški občini gre pravzaprav dokaj dobro. To je že treba priznati. Župan in njegova ekipa so stvari zastavili dokaj smelo in široko. Seveda, marsikje se sliši tudi kakšen lajež, ampak karavana gre vedno dalje. Morda nam v sosednjih občinah tudi malo zavidajo. Kdo ve, če nam, lahko to zdajle tudi javno povedo. Zato vabim vse sosednje župane, če je mogoče kateri tule med nami, da pridejo zdajle na oder in povedo kakšno besedo. Dober dan. Nič vam niso fovš. Čestitamo, veseli smo. Danes je praznik in kadar ima kdo praznik, povabi še sosede, prijatelje, znance, da se skupaj veselijo in da je praznik še lepši. Ker je imel župan v protokolarnem delu omejitev na 3 minute, predvidevam, da mora biti jaz bistveno krajši in kadar mora biti človek kratek, je prav, da se zateče k ljudski modrosti. In ena od njih pravi tako: na mladih svet stoji. In danes imajo mladi svoj praznik. Zgradili ste jim krasno šolo, kjer bodo pridobivali znanje, da bodo ta svet lahko bolje spoznavali in ga bolje dograjevali in cenili, kajti svet je samo eden. In ker imamo danes, oziroma smo izvedeli od predsednika gradbenega odbora, da imate novo knjižnico in na metre polic. In ker še ena ljudska modrost pravi, da je knjiga najboljši prijatelj človeku, predvsem pa otrokom, smo pripravili občini Kamnik, ki vam danes iz srca čestitamo k vašemu prazniku, en kup knjig, ki vam bodo pomagali, da boste spoznavali svojo ožjo domovino, svet in ga zgradili lepšega, takšnega, kot si ga želimo za naše zanamce. Še enkrat čestitke in prosim ravnateljico, da pride sem in da ji dam tisti kup knjig, lahko pa pripelje še nekoga zraven, ker je precej težko. Še enkrat iskrene čestitke in vesel praznik. No, morda je zdaj tudi čas, da povemo, da bi nekateri bili radi tule med nami, pa so se morali nažalost opravičiti. Ena izmed njih je gospa profesorica Anda Petrlin, tudi častna občanka občine Komenda, ki pravi, da se pač slovesnosti zaradi zdravniških razlogov žal ne more udeležiti in nam vsem pošilja najboljše in najlepše želje. Opravičila pa se je tudi podsekretarka Ministrstva za šolstvo in šport, Marija Mojca Maleš, ki pravi takole: spoštovani gospod župan, o priložnosti slovesnega odprtja novega prizidka k osnovni šoli Komenda Moste vam iskreno čestitam željo, da naj vaša prizadevanja prinesejo občini standard evropske ravni, šolstvu na vašem področju pa novega poleta in veliko vzgojno-izobraževalnih uspehov. Z lepimi pozdravi. Šola se bo seveda trudila, da bo mladim nadebudnim glavam poleg znanja privzgojila tudi nekaj lepih vrednot. Ena od njih je sigurno prijateljstvo.
Kaj o prijateljstvu meni Saša Vegri, bodo povedali 3 učenci 5. razreda. Še prej pa 2 učenki 3. razreda zaigrata ne na flauti, ker sta še majhni, pač na frulici. Saša Vegri, prijatelj. Prijatelj navadno sedi v isti klopi in gleda enake reči kot ti. Prijatelj je tisti, ki se nikoli ne moti in ne reče besede, ki boli. Prijatelj je tisti, ki čaka, ko vse drugo zbeži. Prijatelj je tisti, ki nikoli na tebi ne preizkuša pesti. In končno, pravi prijatelj je vedno tam, kamor ne upaš sam. Ja, takole. Zdajle je pa seveda že čas, da napravimo nekaj konkretnega. Treba bo novi del šole tudi uradno otvoriti. Ocene, ki jih bodo namreč dobili šolari, morajo biti tudi uradne. Pa da ne bo pomote, če je že padla kakšna 1 ali 5, ta tudi že velja. Zato vabim k prerezu traku gospo Mojco Škrinjar, poslanca gospoda Rudija Veršnika, magistra Stanislava Zarnika, Marijo Pepelnak Arnerič in seveda gospoda župana ter vse narodne noše. Sledi po prerezu traku pa sledi še ogled šole, ki ga bo vodila magistra Marija Pepelnak Arnerič. Kasneje pa vsi vabljeni tudi na prvo uradno šolsko pogostitev oziroma na prvo uradno šolsko malico. Hvala. Lepo, ne?